Strokovni odbor Nove Slovenije za zunanje in evropske zadeve in tudi za Slovence v zamejstvu in po svetu je pripravil kar izčrpno strategijo, v kateri smo poskušali zajeti vso problematiko na vseh treh področjih, to se pravi na področju zunanje politike, evropskih zadev in pa seveda tudi problematike Slovencev v zamejstvu in po svetu. Kot prvo in poglavitno točko smo pravzaprav gradili na tem, da je sodelovanje Slovenci v zamejstvu in po svetu bistvena komponenta slovenske zunanje politike, ker gre za integralni del slovenskega naroda, s temi Slovenci pač skupaj z matično domovino tvorijo skupni kulturni prostor. Zato moramo ta odnos do Slovencov v zamejstvu in po svetu rešiti kakršnihkoli ideoloških predsodkov ali pa celo pokroviteljstva ter jih postaviti v kontekst samostojne slovenske države in samostojne slovenske države v globalnem svetu. No, pri tem problematiki bomo seveda zopet poudarili, da bo Slovenija vztrajala pri izvajanju vrste bilateralnih in pa multilateralnih pravnih aktov v prid slovenskim manjšinam v zamejstvu v sosednjih državah. Tukaj seveda moramo omeniti avstrijsko državno pogodbo. Ravno tako želimo omeniti, da tako imenovane finančne razmere ali finančna kriza v Italiji ne more biti izgovor za krčenje pravic slovenski manjšini v Italiji. No, poleg tega pa seveda bomo skrbeli tudi za integracijo oseb slovenskega porekla v slovensko okolje, ker seveda danes imamo na vrsto z modernimi komunikacijskimi možnostmi vrsto tehničnih in tehnoloških rešitev od interneta do telekomunikacijskih povezav, tako da pravzaprav lahko kadarkoli komuniciramo s komorkoli v svetu. Naslednji poudarek je seveda Evropska unija. Mi se v Novi Sloveniji čutimo zavezani krščansko-demokratski politiki in tvorcem povojne Evrope. Krščansko-demokratska misel je pravzaprav bistveno pripomogla k blagostanju in k razvoju Zahodne Evrope in ne vidimo, zakaj ne bi gradili tudi v Sloveniji na teh temeljih. V interesu Republike Slovenije je pravzaprav takšna Evropska unija, ki krepi relativno težo majhnih in pa srednjih držav, ter pa seveda tudi poglabljanje političnega povezovanja in pa seveda usklajevanje fiskalnih in gospodarskih politik. Tukaj seveda želim poudariti, da Nova Slovenija poudarja, da mora Slovenija spoštovati zaveze, ki nam jih nalaga pakt za stabilnost in rast ter seveda članstvo v evroobmočju. Na področju zadev Evropske unije bomo dejavno, torej poudarjamo, moramo dejavno zastopati interese Slovenije v institucijah EU, zlasti pa še v svetu in tukaj lahko gradimo na izkušnjah našega predsedovanja v letu 2008. Za Evropsko unijo mogoče še na kratko mora biti seveda ključno vodilo za prihodnost že sprejeta Evropska strategija Evropa 2020, to velja pa seveda tudi za pripravo večletnega finančnega okvirja 2014 do 2020. No, potem naslednji sklop, na katerega želim poudariti, je temeljni varnostni okvir za Slovenijo, seveda ostaja Severnoatlantsko zavezništvo, NATO in Slovenija bo po svojih možnostih dejavno prispevala k kolektivni varnosti in bo seveda tudi solidarna članica zavezništva. Naslednji sklop je sosedstvo, zunanje politike je sosedstvo in srednja Evropa. V Novi Sloveniji verjamemo in smo prepričani, da je Slovenija z geostrateškega, kulturnega in zgodovinskega stališča srednjeevropska država in si mora to komponento srednjeevropske države seveda krepiti in tudi graditi strateška zavezništva z državami svojega okolja, zlasti z sosednjimi državami. Posebno ali pa še večjo pozornost je potrebno nameniti čezmejnim projektom, čezmejnim regionalnim projektom, ki prinašajo seveda tudi ugodne gospodarske pa tudi kulturne učinke, zlasti v obmejnih prostorih, kjer običajno gre tudi za gospodarsko slabše razvita okolja.
Vloga slovenskih manjšin, že na začetku smo povedali, tukaj bi samo še dodali, da slovenske manjšine v vseh sosednjih državah morajo biti most povezovanja med Republiko Slovenijo in sosednjimi državami in na nje se ne sme gledati kakor nek dejavnik nestabilnosti, ampak mislim, na določenih področjih še vseeno smo tukaj že prišli do določenih napredkov. Arbitražni sporazum med Republiko in Slovenijo in Republiko Hrvaško, poznate stališče Nove Slovenije. Nova Slovenija je nasprotovala temu sporazumu. Sporazum, kakor je bil potem izglasovan, mislimo, da tudi ni dobro, da se v takih strateških vprašanjih tako močno polarizira javno mnenje v Sloveniji, vendar zdaj arbitražni sporazum je postal mednarodna obveznost in pač v duhu spoštovanja sprejetih mednarodnih obvez bomo spoštovali to sprejeto obveznost. Je pa seveda treba tukaj poudariti, da je potrebno poleg tega arbitražnega, poleg skrbi za dejansko maksimalne napore, da bo res ekipa, ki bo zagovarjala slovenske interese, strokovno in na vseh področjih podkovana, istočasno krepiti tudi bilateralno sodelovanje z Republiko Hrvaško. Samo za povečanjem bilateralnih odnosov, za dobrimi bilateralnimi odnosi bomo seveda tudi prišli dolgoročno do stabilnih rešitev. Naslednji sklop so seveda države z evropsko perspektivo, širitev Evropske unije. V Novi Sloveniji smo mnenja, da bomo še naprej, da mora Republika Slovenija še naprej dejavno, vendar premišljeno podpirati približevanje držav Zahodnega Balkana, Evropski uniji in tudi NATO. Takšna podpora je seveda tudi v skladu z jadransko-sredozemsko razsežnostjo slovenske zunanje politike. Je pa tukaj nekaj področij, za nekaj točk, kjer moramo biti še posebej pozorni. Gre za organizirani kriminal, gre za uveljavljanje pravne države, gre za varstvo manjšin, gre v končni fazi tudi za izpolnjevanje mednarodnih obvez. Torej, gre za vse te napore, ki jih države nekdanje SFRJ vlagajo v procese približevanja Evropski uniji. Naslednji, da ne bomo predolgi, naslednji sklop je Slovenija v svetu. Slovenska zunanja politika ne sme opustiti aktivnega spremljanja, slovenska zunanja politika ne sme opustiti aktivnega spremljanja razmer na Zahodnem Balkanu, vendar pri tem ne smemo zamegliti drugih ciljev. Temu seveda mora tudi slediti premik v težišču zunanje politike. Tukaj bi potem izpostavili še partnerstvo z ZDA, kjer moramo res razviti neko odgovorno partnerstvo in pa nadgrajevati že obstoječe sodelovanje. Večjo pozornost. V Novi Sloveniji menimo, da je večja pozornost potrebna za navezavo oziroma za izboljšanje bilateralnih odnosov, predvsem tudi gospodarskih odnosov za Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, pa tudi Japonsko. Tu se gre za neke dimenzije slovenske zunanje politike in pa slovenske gospodarske diplomacije, ki je morda torej, ki je preveč celo morda pozabljena ali pa premalo poudarjena. Seveda, ko govorimo o teh državah, govorimo tudi o državah BRICS, ta premik seveda mora voditi tudi v njihovo smer. No, potem na kratko bi se še dotaknil mednarodnih organizacij. V Novi Sloveniji menimo, da mora Slovenija podpirati razvoj učinkovitega multilaterizma z dejavno prisotnostjo v mednarodnih organizacijah. Podpirali bomo seveda tudi prizadevanja za takšno reformo Združenih narodov, ki bodo odražala spremenjene razmere v svetu. OECD, recimo samo za doseganje najvišjih standardov na nacionalni ravni, za dobro upravljanje v gospodarstvu, razvojnih politikih in tako naprej je pomembno naše aktivno sodelovanje v OECD in pa za prenašanje dobrih praks iz najbolj razvitih držav sveta. To se pravi, kjer se lahko še marsikaj naučimo, sploh v trenutnih gospodarskih razmerah.
Mednarodni sklad za razminiranje, pomoč in žrtva min, seveda bomo nadaljevali s podporo, nadaljevali bomo seveda tudi s podporo v tistih forumih, multilateralnih forumih, kjer bomo lahko vedno znova opozarjali na vprašanja varstva in pravic manjšin. Gre za Združene narodi, gre za Svet Evrope, OVSE, pa tudi znotraj EU, ker v interesu naših manjšin in s tem seveda tudi v našem interesu mora biti dvig standardov manjšinskega varstva kjerkoli v svetu in pa seveda podpiramo tudi implementacijo mednarodnih aktov, kot sta okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo manjšin in seveda listina o regionalnih in manjšinskih jezikih. Mogoče še na kratko želimo v Novi Sloveniji poudariti dejavnejšo vlogo na področjih urejanja pravic Romov, procesov sprave, tranzicijske problematike, odprave posledic komunističnega totalitarizma in pa seveda zato bomo odločene, kot doslej v okviru Sveta Evrope in tudi Evropske unije podprli prizadevanja za vključitev spomina na komunistični totalitarizem kot dela evropske kolektivne zavesti, upoštevaje pa seveda pri tem posebnosti komunističnega totalitarizma v Sloveniji. Naslednji sklop, ki ga v Novi Sloveniji želimo še poudariti, je gospodarska diplomacija. Že omenili smo, da želimo povečati in intenzivirati gospodarsko sodelovanje ne samo znotraj EU in Zahodnega Balkana, ampak tudi smo rekli v državah BRICS. Tukaj moramo omeniti tudi vzhodno partnerstvo, to so države, kako recimo Ukrajina in Gruzija in tako naprej. Odnosi z Rusko federacijo so izjemnega pomembna, ne samo na bilateralni, multilateralni ravni, ampak tudi z vidika energetske varnosti, zato bomo seveda tudi tem odnosom posvečali posebno pozornost. Menimo, da mora slovenska diplomacija postati odprta in javna diplomacija. Slovenska diplomacija mora utrditi svoje mesto med državotvornimi resorji, vključno z veljavitvijo instituta diplomatskega poklica, in diplomacija mora presegati kakršnokoli dnevno politiko in se posvetiti v resnici dolgoročnim strateškim interesom Republike Slovenije. To pa seveda tudi pomeni ustrezno popolnitev diplomatskih mest znotraj Evropske unije s slovenskimi diplomati, slovenskimi kadri in pa ne samo popolnitev, tudi potem, ko so ljudje enkrat že v institucijah, je treba z njimi vzpostaviti nek konstruktivni odnos in skrbeti za stik z njimi. Učinkovita mreža, morda še to, diplomatskih in gospodarskih predstavništev, ta mreža, predvsem znotraj EU, se mora preoblikovati. Potreben je seveda tudi korenit razmislek in, kot smo rekli, bolj iti v smer gospodarskih predstavništev, podporo slovenskemu gospodarstvu, zlasti srednjim in majhnim podjetjem, ki sama ne zmorejo vstopa na tuje trge, ker stroškovno ne zmorejo vstopa na tuje trge. Tukaj recimo tudi poleg vseh naštetih držav bi omenil še zlasti v Aziji in Bližnjem vzhodu, kjer je tudi strateški trg za slovenske proizvode. Razvojno sodelovanje kot zadnja točka, potem pa bom jaz zaključil. Tukaj smo pa seveda, menimo, da je vloga slovenskih nevladnih organizacij, podjetij, pa se v končni fazi tudi misijonov in izredno pomembna, ker s premišljeno politiko, ki se opira že na obstoječe navzočnost slovenskih nevladnih organizacij v državah razvojev, pa seveda tudi z pritegnitvijo slovenskega gospodarstva projekte razvojnega sodelovanja je moč boljše doseči izkoriščenost danih sredstev za razvojno sodelovanje v že tako zaostrenih javnofinančnih razmerah. Razvojno sodelovanje v Afriki in drugje v svetu naj se osredotoča in na to v Novi Sloveniji poudarjamo, na podporo že obstoječim civilno-družbenim projektom, zlasti podporo razvojnega delovanja slovenskih misionarjev.
Razvojno sodelovanje v Afriki seveda lahko služi tudi kot okvir vzpostavljanja diplomatske navzočnosti v tem delu sveta.